Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije, občanke in občani občine Ljutomer, gospe in gospodje. Lepo pozdravljeni ob tem dnevu, ki je lepa priložnost, da se spomnimo na vse bolj redko, vendar neizmerno pomembno lastnost, ki je odločilna za uspeh vsake družbe. Govorimo o preprostem spoznanju, da je še tako visok cilj uresničljiv, če se nesebično povežemo in postavimo cilje skupnosti pred interesi posameznikov. In povezovanje, ki ga danes vse posod tako močno pogrešamo, se ne začne v Ljubljani in tudi ne v Ljutomeru. Tudi pred 20 leti se ni začelo na enem kraju. Začeti se mora med sosedi, med ljudmi v kraju, med kraji in med pokrajinami. Potem se bo prav kmalu povezanost poznala tudi v skupni sliki države. Seveda pa je sodelovanje le ena plat medalje uspeha. Druga plat je poštenost, s katero pristopamo do odnosov, do dela in nalog, ki so nam zaupane. Dan državnosti je pravi čas za opominjanje na ti dve izjemni lastnosti, saj je to čas, ko se spominjamo in častimo povezanost in poštenost veteranov, kot tudi vseh drugih, ki so se nesebično izpostavili nevarnosti, da bi lahko dosegli skupni cilj za dobro vseh ljudi v državi. Če zmoremo toliko treznosti in poguma, da sledimo temu najboljšemu možnemu vzgledu, potem sem prepričana, da bomo ponovno našli pravo in hitro pot iz težav, ki nas pestijo. Želim vam lepo proslavo ter prijetno praznovanje ne le rojstva naše države, temveč tudi njene uspešne prihodnosti. Hvala lepa. Dober večer, prleke. Pozdravljeni rojake. Dober večer vsem nam, ki smo se zbrali tu v čast naše slovenske države, ko bi praznovali njeni 22. rojstni dan. Ja, pogledajte, končno je prišel cajt, ko na takšni gala proslavi vam pove svoje misli tudi navoden, prleški človek. Sicer ne vem, sem bil za to izbrane ali določene, ali pa je mogoče recesija naredila svojo, pa so si ne mogli privoščiti boljšega oziroma bolj jezičnega govornika, kak sem jaz. Glavno, nema veze, zdaj smo tu, ki smo. Pa vam povem, kdo sem šel iz tega na novo razkopanega glavnega placa, sen na tote novi stari plac, ne, da se ni dobro povedal, bi mogel vendar na novo urejeni stari plac, sem si študiral nekaj. Ko sem enkrat nekaj čuja, no, se upravičujem, najbrž sem mogel večkrat čuti, drugače oproste, si ne bi zapomnil. No, glavno, ko sem čuja, ko bi naj ljudje poleg rojstnega dneva vsakšo leto obhajali tudi samostojnost svoje države. Samostojnost. Samostojnost. Se pravi, odvisnost od same sebe. No, ali kako vam naj to razložim, neodvisnost od kogarkoli. No, pa sem študiral, pa vam rečem, nikak se ni mogel povezati tote misli samostojnost s tem, kaj vsakši dan čujem po radije, gledam po televiziji, štejem v cajtngah ali pa brskam po totem našem novem digitalnem omrežju internete. Ne mi je grotalo pa amen. Pa vas pitam,
Gi pri Bogi milami je sploh toto samostojnost. No, gledajte, za voljo mene državo je lahko tako na papiri samostojno, suvereno, federativno, neodvisno od kogarkoli. Ampak to nam ama nič ne pomeni, če se tota samostojnost ven z tega papira ne izraža med ljudmi. Pri ljudeh, med nami ljudmi. Gledajte, tako po mojem razmišljanju, samostojnost je za mene, tu bi se dalo zdaj, kako naj rečem, samostojnost je za voljo mene to, ko lahko človek živi kak če, po keče, ko lahko dela kak če, giče, po kekuče, pa ko se tudi vdahne kak če, po giče. Ko gre lepo poleti malo na morje, po zime malo smučat, pa tu ne v Gresovčak ali pa na Hameščak na skakalnico ali pa med vratmi. Ne, tako malo, tam ki se malo več ljudi v kup zbere. Glejte, za mene je samostojnost tudi to, ko vozek, ki si ga v trgovini naložiš, odpelaš mimo kase, seveda tudi plačaš, isto punega pripelaš ven iz trgovine, kak je bil v trgovini. Ja, ali drugi ljudje, ne je tak. Vete, kolikokrat sem že mogel jaz pred kasoj, pred blagajničarkoj, v priču cele vrste ljudi, ki me še teko dobro poznajo, ven z vozeka metate. Ali pa, recimo, na tankštele. Gledajte, vsi od vas imamo avte, skoraj vsi, no. No, pa mi povete, kdo na zodje ste tankali punega? Mora človek tako kar predsek preštudirati pa premislite. To je že skoraj zgodovino. Gledaj, sem novi dan imel malo cajta, pa tako za svojo dušo sem šel na tankštelo malo pošpecat, če te zdaj samo jaz znam na tankati punega ali tudi druge. Ne te verovale. Postavil sem se tam malo naprej, imaš luft, malo fudnen, kad vzdali, kad se vem, zakaj sem prišel. Pa špecan jaz tam po ljudih. Ne te verovali, samo 2 od 17 sta tankala punega. Ja, pa tu je bil še eden bivši direktor Ciglenc, drugi pa je tanka na račun firme. Nam povedal, kere firme so tu, ker tu se nasme. Vede, firma glih ne stoji, ne vem kak vrede. No, če pa smo čisto odkrite, pa kero firmo, pa glas din sploh stoji vrede. No, poleg tega pa še nam tote z Ljubljane gučijo v samostojnosti, pa nam gučijo v tam, kak bodo še nam nekaj v kraj vzele, malo nekaj odrezale, kad oni tu nekako v kup so šili toto našo, no, lahko bi rekli, v kup so štrikali toto našo samostojnost, kad je še te nekako ven videla pred toto Evropo, ne? Ja, kaj pa se ti tam smeješ? Ne ti ja, ki se obročaš tam, sem glede, ja ti, ki si nabavil kupa novega Mercedesa. Ja, so tu kolo, da gledam vsaki dan, kak paradiraš po totih naših ljukjastih cestah. Še mene srce boli, ko pa nas boš dal za toto goro, pa ga vnečovljaš po totih jarugah. Raši povej tam sosede, koliko kredita moš za tote nove Črne gore. To povej. Kaj te misliš, ko sem jaz nikdor ne v vrste, kdo tudi ti pred blagajničarko ven z vozičaka mačeš, posebno tam ob konci meseca. Glej, premali smo, poznamo se med seboj. No, nič ne rečem. Jakna Mercedesova, pa McLarenova kopa, to je tvojo, to si kupa, nič ne rečem. Samo, drogi moj,
avto. Avto pa še dolgo ne da tvoj. A še keko noči naš spal. Pa už čaka, če do prišli rubeži, ali ni. No, gledajte, tu sem vam ne namenil povedati, pa naj bo. Jaz sem drugaček po fohi, no tu namrate vsi znate, poštnar. Ja. Pa jo, da sem se na rube kopu vzel, jo, poštnar. No, ampak gledajte, tutek nas den zuje, kako se reče, kak še vse pošte moramo gnez den okolik nositi. Nekdo, ljudje moji, nekdo je bil poštnar, in nekdo je bil poštnar Jack. Gospodije, virtije so ga z odprtimi rokom, no mislim, dvermi čakale, ko je prines pošto. Včasih je še komu gi pomagal, decu poštnar naredite. Gnezden pa se hasturi zabirajo pred nami. Samo, ko naj bi trebali podpisati pošte, ki jim moramo vročiti. Ja, se pardoniram, ja, bom zaključil. Gledajte, upam, ko bude za menoj, ker je povedal kaj več pa bolj pametnega, kot jaz. Ali oprosta. Mene je zaneslo. Gledajte, jaz sem človek, ki gočin tisto, kaj vidim. Gočin v tistem, kaj lahko s prsti primem. Ja, s prsti primem. Nekdo, da smo bili mi deco, kaj, nekdo je bilo kaj za v roke vzeti. No, saj ne rečem, ko smo imeli vsega puno, ko smo imeli vsega prik preveč, ki pa nismo imeli vsega prik preveč. Ali smo tisto, oziroma tisto, kaj smo imeli, tisto je bilo našo. Samo našo. Kaj pa gnezden? Vse kože oproste, ko je nič več ni samo našo. Franček, dobro imaš glavo. Vidim, kar radiš, gibat se štrukle. Noge so. Nisi za nobeno delo, hodi se vičit. Čas bi bila za faro celo, če češ mešnik mi. Tralala, 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 tralala. Mati so mi naglasali krva na globos, oča so me zavelali, če ko štiri klos. Tralala, 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 tralala. Plače mogo sem gledati, šoli zadam živim. Načasen sem nekaj brati, šteti do 10.
večer voščem tudi v mojem imenu. Moral sem stopiti na ta oder, ker vidim obraze v razpoloženju, nekem čudnem vzdušju, kakršnega vas je spravil tale nezadovoljnež. Ampak, glejte, statistično gledano so naši demografski pokazatelji res da nekako upadajo in težko je stanje, v kakršnem smo se ohranili oziroma pojavili oziroma večkrat prosim, v kakršnem smo se znašli po tem kriznem času. Vendar se stvari izboljšujejo. Na krizo pripravljena podjetja so lastni makroekonomski položaj že izboljšala. Do te mere, da lahko govorimo o majhnem, a zaznavnem dvigu ekonomske samozavesti države, ki nam na evropskem trgu pomaga vzpostavljati suvereno poslovanje. Tudi tista podjetja, ki so krizo pričakala v spečem položaju, počasi rinejo svoje korenine v novo nastala majhna podjetja, ki bodo s pomočjo države čez čas zrasla v pomemben faktor na sprva slovenskem, nato pa zagotovo še na evropskem tržišču. K temu jih bo spodbujala tudi kohezijska politika države, ki bo poleg ukinjanja prevelikega števila občin s pokrajinami poskrbela še za decentralizacijo moči. Povem kar po svoje, bolj preprosto, da boste lažje razumeli. Poglejte, ne se bati, vse bo v redu. Slovenska država skrbi za svoje prebivalce in slovenska država ni slaba mati. Ona tudi razmišlja namesto vas, namesto vseh nas. Poglejte samo prekmurski zakon, ki smo ga sprejeli na vladi. In zagotovo ste z njim tudi zadovoljni. S tem smo pokazali, kako nam ni malo mar za to čudovito pokrajino, za čudovite kraje te naše samostojne države. Z obiski regij si politika prizadeva vtise pridobljene na terenu pretopiti v uspešno predvolilno kampanjo, katere rezultat je čim večje število poslanskih mandatov. Mojstri spina in volilnega teambuildinga pri množicah, sploh tistih z obrobja, zaznavajo vse pogostejši pojav, ki ga imenujejo čredni nagon. Ta skupaj z vse krajšim zgodovinskim spominom naroda, liderjem političnih strank omogoča uspešno manipulacijo, ki pretopljena v volilne glasove prinaša uspeh sorazmeren številom tistih, ki jih politiki na terenu uspejo zvabiti v svoje organe. Pardon, samo malo, tega niste slišali? Prosim. Tole bo. Hvala lepa. Glejte, decentralizirana država bo pometla z deprivilegiranimi ozemlji, ki bodo vpeta v lokalne centre moči, tvorila stabilni sistem samoupravljanja. Ta bo sloneč na skupnem gospodarsko-izvoznem interesu poleg intenzivne premočrtne izrabe kmetijskih zemljišč navrgel dovolj sredstev za subvencioniranje tistih, ki bi bili premajhni za pomembni delež v sistemu. V duhu Schumanove deklaracije bo tudi Evropska unija poskrbela za dovolj skupnega kapitala, da bodo vse njene polnopravne članice s svojimi pokrajinskimi centri moči tvorile spiralo, po kateri bo v pokrajinske blagajne
znal pritakati tudi zavezniški kapital. No, po 20 letih, odkar poteka politični diskurs o pomembnosti pokrajin, bo naša vlada sestavila tak pokrajinski zakon, ki bo tvoril skupni imenovalec tako političnemu kot strokovnemu delu. Država, to sem... Naj živi dan državnosti. Decentralizacija, kako ta človek podaje, peče decentralizacija, ja, taj čuden. Živijo. Poglejte, Slovenija ni naredila to, kar je, in tudi ne bo naredila to, kar mora, če ne bo imela enotnega centra moči, finančno-gospodarskega, in to je Ljubljana. Joži, en kapučinči, prosim, malo pence, pa ne one čokolade gor dajati, tisti srček pa drožce, to ne bom imel. Se pravi, če imamo firmo, rabimo pisarno. Saj imate vi tudi kakšne direktorje tukaj, ne? Imate firme, imate DURS, imate občino, imate vse. Predstavljajte si veliko halo, proizvodnja teče in na vsakih 5 metrov je miza s kompjuterjem, pisarna. Namesto ene mondene, lepe pisarne v centru. Kako naj pa človek dela, da ga vsi delavci poslušajo, kje je bil na jahti, kje je bil na kajtanju, je bil na golfu, to ne gre. Mi rabimo center moči. Ne poslušajte teh politikov. Te vas nikamor ne bodo pripeljali. Rabimo močen center, še močnejši. In to je Ljubljana. Naprimer, poglejmo univerzo. Vse znanje, vsa mladež študira kje? Pri nas, v Ljubljani. Zakaj bi rabili kakšno kopijo tega centra, teh univerz? Naprimer, poglejmo državni zbor. Kje je državni zbor? Kje naj bo državni zbor? Kje je? V Mariboru? Murski Soboti? V Prevaljah mogoče? Kje naj bo državni zbor? Ne, v Ljubljani. In veste, zakaj v Ljubljani? Zato, ker imamo tam Maxi Market. Imamo pasažo Maxi Marketa, imamo restauracijo Maxi Market in tam se sprejemajo vse gospodarsko-politične odločitve. Zraven ti pa še servirajo tako lepo malo mozzarelce, malo paradižnika, vse to lepo na posteljci iz rukoljce. V Ljubljani. Torej,
Kje naj Italijaner naredi sestanek? V centru. Kako bo lobist pa obveščevalec kar pod mizo delal s poslancem, če ga vsi vidijo? To ga vsi vidijo. To se ne more skriti. Kako naj se poslanec pripelje poslanec iz Primorske, kako naj se pripelje v državni zbor? Kam naj se pripelje? V Lendavo naj se pripelje? Ne, pripelje se v Ljubljano, ker itak se vozi po teh slabih avtocestah, tukaj pa niti avtoceste, niti odstavnega pasu nima ta avtocesta. Torej, zaupajte, s skupnimi močmi bomo uspeli. Slovenija bo nova Švica, nov Lichtenstein. Ljudje, zaupajte, ne zaupajte tem politikom. Saj še prebrati ni znal tisto, kar mu je stranka napisala. Saj veste, oni so klicali, gotov je, pa kam so prišli? Hitro so spoznali, kam so prišli.
Zdaj sem te Alik končno imela toto našo županjo priložnost videti. Vete, jaz sem gor z Goric doma, pa hodim v Lotmerk samo čeke plačuvat. Ostalo imam vse doma, zelejovo, pa kuro, pa gujdeke. Še kruh si z našo spečemo, no, kdo nega cajta, te ostriče v kombi pač prepela tu, ne. Županje sem glavnem na pošti, kdo se hoda plačuvat, še do zdaj Alik ni videl, ne. Je pa tam skozi ovi mestni občinski svetnik, kak se že piše. No, vsi ti včasih kakšno debato vržemo, pa nije noro kaj goči. Samo, teba sem zdaj nekaj izvedel, ko so v bistvu toti naši svetniki med sebo vsi nekak sposvajani. Telesne razmin, kak ti ne morejo najti nekšnega skupnega imenovalca, ko bi se lahko normalno pogučovali, pa menili. Vete, jaz sem ne prta bolj pametnih, jaz sem gori tam z Goric, pa niti meni srom tega povedati, ne. Samo tak štindiran, takak, da bi si od ovih z Ljubljane jemoli vzgled toti naši ljudje, ki smo jih zvolili zato, ko bi z občino nekaj naredili. Naša tak rada tota poročila gleda, teba včasih vem to čujem. Pa kak še se to menijo tam v Ljubljani? Kak tučejo eden po oven, pa te s punimi vrsti sovroštva gočijo o nekšen napredki, pa o nekšen razvoji. Vete, jaz sem gori doma in moj sosed se preselja zdaj por let nazaj, 5 let, z Maribora je prišel, nije naš človek. Nismo glih na isti valovni dolžini, vete, jaz sem navoden delavec, zdaj celo življenje, on pa je doktor po izobrazbi, ne, pa tudi več si lahko privošči, kak jaz, ne. Kaj te jaz zatankam na mesec? 30 evrov za totega mojega mopeka? On ste najč do Maribora ne pride enkrat takši veki avtomo, ne. No, čem povedati, ko pa kdo večer sonce tam za šumo dol gre kraj Goric, teba smo bo ista, obo vso skozi nata gledamo toto čudo od narave, ne. In čem povedati, ko se kljub razlikan med ljudmi, do najti nekšni skupni interes, skupni jezik. Mi dva sosedom smo ga našli tam v eni parceli, ki je v boku sima, vačik bi jo še že nekaj dol zaraslo, ne. Dosti je tega zadelati, pa še enkrat življenji smo si ne s prstom drug na drugega kozala, ne si pokosja, slabo si pokosja, sploh si ne ša kosit. Pa te včasih mu nesem kakšen domači kruh, pa jajca, pa kakšen liter rdečke. No, on pa te nama z našo Loni kupa tisto plazmatiko, ovo rovno televizijo nama je kupa, ne. Teba tak študiraš, tu pa gledaš televizijo, tam pa se samo se štuka non stop in to se je preneslo že isto v naš Lotmerk, ne. Te človek ne ve, kaj si naj po vsem ten skup misli. Nisem teko pameten, ne, ker, glede, prvi slovenski tabor se ni tak brez veze zgodil v Lotmerki, čist po naključji. Vete, prleki vemo skup skočiti, ne. Samo tak se mi zdi, takak, če bi na to že malo pozobili, ne. Glede, smo, ki smo v toti naši Sloveniji ljudje, samo odnos samih je odvisno, ali bomo tu potihen naprej gledali, pa trpeli, ali pa bomo zarobantili, ne. Ker penes še nikdo ni ga bilo tega, kako ga je zdaj. Teko je natisnega, kak še ga pred leti ni bilo. Samo problem je v tem, ko se penes skota tam, namesto tam, ki ga ljudje zaslužijo, se penes skota tam, ki so tako zvane elite, pa toti tako zvani mogotci, ne. Pa kak ti naša politika tega ne vidi, ne vem. Če bi to bilo treba kak prišepniti, tak, vete, kak mi vemo po Prleško, izpod Čekiča, no, vendar me je malo zaneslo, zdaj, ker nisem navajen pred teko ljudmi gučati, ne. Zato najboljše, ko gospoda Potočnika povabi na oder, on je vajen gučati pred ljudmi, pa on ve povedati. Pa vete, jaz vem, kaj jemu tudi gre samo zato, ko bi se vsi imeli radi, pa ko bi nam lepo šlo. Hode, gospod Potočnik. Po tolikih umetnikih še en. Spoštovana županja magistra Olja Karba, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, če vas še kaj je, cenjeni gosti, lep večer želim vsem. Po moji presoji bi moral imeti govor mlajši predstavnik družbe s svojimi in našimi
današnjimi družbenimi problemi. Zakaj tako mislim? Mnogi ste mojih let ali celo starejši in ste bili sopotniki nekdanjega življenja, ki gotovo ni bilo brez napak, tudi bili smo domoljubno vzgojeni, radi smo imeli svojo Jugoslavijo in Slovenijo. Predvsem pa smo bili ne enaki, temveč enakopravni, kar je z današnjega zornega kota skoraj neverjetno. Letovali smo na našem Jadranu, skoraj brez izjeme v sindikalnih taborih, nedrago in sproščeno veselo. Veselili smo se zmag nogometne reprezentance in sploh gledali na prihodnost optimistično. Ne gre za nostalgijo, če me prav razumete. Ne gre za nostalgijo, to so dejstva. Bili smo mladi, polni energije in optimizma. Živeli smo v času enakopravnosti, vsaj za večino državljanov. Po težkih in neenostavnih odločitvah smo odločili se za samostojno državo Slovenijo na podlagi tržnega gospodarstva. Z kratkim ali zelo hudim bojem so bile uresničene tisočletne sanje naših prednikov in zanje je bilo potrebno ogromno odrekanj, solz in prelite krvi. Za to našo državo smo tudi mi soodgovorni. V doto smo prinesli solidno ekonomsko situacijo in moralno integriteto, a odločili smo se, da del suverenosti prepustimo Evropi, novi skupni domovini, doma pa za večstrankarsko demokracijo in tržno gospodarstvo, po domače kapitalizem. Po tolikih letih samostojnosti ugotavljamo, da nismo kos narcisoidnosti in velepomembnosti posameznikov in neverjetnemu hlastanju novih kapitalistov, kar je verjetno posledica nemožnosti takega brezsramnega početja v nekdanji socialistični družbi. Kot da so se s porušitvijo zidu odprle zapornice v raj, ker je vse dobro, vse mogoče in je vse dovoljeno. Sedaj je čas, sedaj je prilika, so nekateri razumeli dobesedno in razgrabili in izničili vse, kar smo delovni ljudje za odpovedovanje ustvarjali desetletji. Spoštovani, svetovni kapital ponovno dirigira razglašenemu orkestru in poglablja načrtno krizo v svojo korist. Kapital je ponovno vladar sveta, no, vse to je vedno bil. Dolg na dolg, prezadolžena podjetja, prezadolžene države, kje so rešitve. Kolega je rekel, denarja je danes po svetu ogromno, natiskali so ga. Problem je, da ni tam, kjer ga zaslužijo, temveč je v rokah elit. Spoštovane in spoštovani, od akademskega slikarja ne pričakujte odgovora, kako rešiti stvari. Večina nas pa vseeno ve, da lahko porabiš toliko, kolikor z delom zaslužiš. Preprosta, a v tej krizi težko izvedljiva logika. Pa da naštejem nekaj današnjih dilem, ki so težke. Najprej stalno slišimo prihodkovno in odhodkovno. Problem mladih, zelo izobraženih ljudi in njihovo zaposlovanje. Kako preživeti mesec s 500 evri, plačevati položnice? Kako vrniti denar iz davčnih oaz, ki so bila ukradena? Kako razrešiti problem sive ekonomije in še. Poslušamo in beremo zapise uglednih slovenskih ekonomistov in drugih izobražencev in vsak ima svoj pogled
na reševanje problemov. Osebno bi šel po vzgledu Vatikana. Tako dolgo bi povabljeni sestankovali, dokler ne bi našli skupnega odgovora. Potem bi moder dim iz dimnika toplarne v Ljubljani razglasil Slovencem, da smo našli rešitev. Hvala. Hvala lepa. Rešitev je v moralni prenovi, v delovanju vseh treh vej oblasti, konkretno in dobro, v povezovanju nas vseh, v tovarištvu, v slogi, v solidarnosti. Prleki smo zanetili taborsko gibanje in čeprav smo na periferiji skupaj s Pomurjem s težko gospodarsko situacijo in visoko stopnjo brezposelnosti, imamo v sebi še dovolj moči, da kaj storimo. Spoštovane in spoštovani, da ne bom predolg. Slovenci smo klen narod. Če ne bi bili, bi nas zgodovina že davno tega odpihnila. Sposobni smo se boriti in prilagajati, škoda le, da smo drug do drugega tako nevošljivi. Osebno sem nepopravljiv optimist. Slovenci bomo težave nesporno premagali, težje bo s svetovno skupnostjo, kajti premagovati bo treba največje zlo človeštva, to je ego. Ali bo za ta obrat v miselnosti človeštva potrebna katastrofa, se včasih bojimo in se sprašujem. No, srčno upam, da bom in da bomo doživeli očiščenje doba, da bo ta katarza tista, da bomo te brezsramno, ki so ukrali državo, da bomo ta denar in ta sredstva znali vrniti tam, kamor spada. Veliki francoski vladar Ludvik XIV, ki ga ne bi smeli kopirati, je rekel, država to sem jaz, l'État c'est moi. Mi pa recimo, l'État sont nous, država to smo mi. Tri veje oblasti bojo morale končno opraviti svojo domačo nalogo, brez te famozne trojke. Resnično, do zdaj smo vedno opravili sami vse stvari, pa jih bomo tudi sedaj. S tem upanjem vam, dragi zbrani, sebi in vsem nam želim lep praznik državnosti v naslednjem torku in v tej priliki nazdravljam domovini. Zato
Ena od dobrin, v katerih človek naravno išče izpolnitev svojega bivanja, je premoč, prednost, veljava. Res je, tudi svetovni opazovalci ekonomije opažajo nesramno prevelik vpliv kapitala, elit nad nemočjo razredov nižje od njih samih. Paul Krugman, denimo, v eni od svojih knjig celo zapiše, da moč denarja še nikdar ni bila tako predrzna, da še nikdar ni imela toliko sovražnikov in služabnikov. Lahko to opazujemo tudi v odnosu današnje politike do obrobij države, ki jo vodijo. Lahko to čutimo v odnosu centrov moči naše države do nas, ki živimo tukaj, v preprostem delu države. Vsak naj si odgovori sam. Kot tudi naj vsak sam, tako kot smo danes poskušali začutiti tukaj in kolektivno skupaj, v sebi išče in poišče tisto prastaro krepost, ponižnost. Tisto, ki temelji na tem, da človek sebe toliko ceni, kolikor to ustreza resnici in nič več. Ni rešitev v vsevprek tarnanju, kot tudi ni rešitve v konfliktu. Rešitev je povezovalnost. To vam je Prlekom že večkrat lepo uspelo ne le pokazati, temveč tudi navdušiti širše državno okolje. Kajti Prlek ve jezo iz neobvladljive ter negativne drže izraziti kot prasilo človeškega bitja v silo, ki se usmerja na tisto, kar je sicer težko pridobljivo, a dosegljivo. Rešitev je v borbi za poštenost, takšno, kot jo živijo preprosti ljudje, ljudje, ki se svojega življenja oprijemajo z žuljavimi rokami. In rešitev je v odrekanju in ne v razkazovanju, v vzajemnosti in v jasni dikciji dobre volje. Rad te imam, sosed, in rad ti pomagam, z veseljem ti priskočim na pomoč, soobčan, nehaj pa se grdo gledati. Skupaj zmoreva, Prlek. Pridete na oder. Nastopajoči, prosim, če se mi pridružite na odru.